Torej letos smo podin dvignili na en nivo višje, kar nam je v bistvu uspelo s skupnimi napori vseh organizatorjev, torej iniciative Startup Slovenija, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenskim podjetniškim skladom in številnimi pripadniki slovenskega ekosistema, ki so pomagali z njihovimi kontakti, in uspelo nam je pritegniti na to dvodnevno dogajanje več kot 600 udeležencev. In kar nas še bolj veseli je, da jih je tretjina teh iz tujine, kar pomeni, da to ni več samo največja slovenska konferenca, ampak je to postala en izmed osrednjih podjetniških dogodkov v tem delu, v tej regiji, torej CE regiji. Torej več kot 600 udeležencev, 30 mednarodnih govorcev, izmed katerih je kar nekaj svetovnih podjetniških zvezd, recimo Ashmoreja, ki bo tudi zaključil letošnjo konferenco, torej avtor najbolj prodajane knjige Running Lean na Amazonu, pa Mark Johnson, recimo ustanovitelj Zajta, pa Andreja Špigl iz Forbesa ter številni drugi gosti, so to res naredili osrednjo podjetniško srečanje. Torej, tema letošnje konference je podjetniški vlak smrti in zabave. In na različnih predavanjih, delavnicah, okroglih mizah govorimo o različnih fazah, v katerih se podjetniki znajdejo. In te faze so od tega, da preprosto uspejo, dobijo velike stranke, zaslužijo ogromno denarja, prodajo podjetje, pa do takih situacij, ki niso najbolj rožnate, pomeni propad podjetja, zaprtje podjetja, odpuščanje, težke odločitve, bolečina in tako naprej. Govorili smo o vseh teh nekih fazah, v katerih se podjetnik lahko znajde. Ashmore ima celodnevno delavnico, kako oblikovati produkt, ki ga bodo dejansko kupci želeli uporabljati in kupiti z najmanj možnimi porabljenimi resursi. To je zdaj nekako tema, hit, ta Lean startup metodologija, ki govori preprosto o tem, kako zoptimizirati resurse, da čim prej spraviti neki koristen produkt na trg. Dejansko je podjetništvo že dolgo več ni stvar samo nekih odraslih ali pa starejše populacije, ampak imamo ne samo med slovenskimi podjetniškimi zgodbami in tudi svetovnimi, imamo ogromno primerov kot to, ko so milijonske posle delali študenti. Tako da dejansko je za vsakega posameznika, ne glede na to, ali je dijak, ali je študent, ali je brezposeln, ali že 50 let star, ga te vsebine zanimajo in so uporabne. Pomembno sporočilo te konference pa knjige Delaj vitko, vitkega pristopa k podjetništvu je, da je tvoj čas dragocen. In izgubljati čas z razvojem izdelka, ki ga na koncu nihče ne potrebuje, se pravi, da nimaš trga za svojo idejo, za svoj izdelek, je preprosto izguba časa, če že ne tudi denarja. In knjiga in princip vitkega podjetništva te naučijo, kako se lotiš podjetništva na način, da najprej preveriš, a problem, ki ga misliš, da ga rešuješ, sploh obstaja, ali ima dovolj velik trg, ki ti je dosegljiv, da je rešitev sprejemljiva za kupce, da jo bojo uporabili in tudi kupili, in šele na to se lotiš potem razvoja poslovnega modela in ne nazadnje razvoja rešitve, to pomeni produkta, ki ga potem ta trg prodaja. Eno od dokazov je, donatorja k lažjemu izidu te knjige sta Iza pa Samo Login, ki sta ustanovitelja podjetja Outfit 7, te govoreči prijatelji Tok in Tom. Ko sta prebrala to knjigo, midva sva tako počela. Človek bi rekel, enostavno je narediti aplikacijo, ki je Tok in Tom mogoče, kot produkt. Težko je pa narediti milijone, pa desetine, pa stotine milijonov z njega. To je pa podjetništvo, to je pa poslovni model. In ker sta delala na ta način, sta v bistvu tudi lažje in lahko sploh uspela z enim produktom.